površinsko modeliranje kdaj želeli zaključiti kot volumski model, ste morda na koncu modeliranja presenečeno ugotovili, da ne morete izdelati niti preproste zaokrožitve. Ta težava nastane zaradi majhnih površin, ki nastanejo ob uporabi gradnika Boundary Blend. Poglejmo si dva načina, na katera se lahko izognemo vsaj delu te težave. Pripravljeni imamo model in pa 3 skice, s katerimi bomo operirali. Najprej skrimo body in si pobliže pogledamo vse 3 skice. Izdelali bomo gradnik Boundary Blend. Porabili bomo 2 skici kot prvo krivuljo in preostali 2 skici za drugi del krivulje. Krejo nam napne Boundary Blend, ki je sestavljen iz več manjših površinc. Sedaj bomo s pomočjo gradnika Solidify odstranili material znotraj tega Boundary Blenda. Ko sedaj želimo izdelati le preprosto zaokrožitev radija 50 mm, nam krejo zaradi majhnosti površin na robu te zaokrožitve ne izdela. Poglejmo si, kako lahko to spremenimo. Torej, ponovno skrimo body, da bomo lahko izdelali Boundary Blend na drug način. Najprej bomo krivulji v drugi smeri skopirali preko gradnika Copy. Nujno moramo vse skupaj nastaviti na Approximate. Torej, Ctrl+C, Ctrl+V in Approximate. Sedaj dobimo aproksimacijo krivulj, ki sta popolnoma enaki, le za računanje nekoliko bolj enostavni. Pa ponovno izdelajmo Boundary Blend na enak način kot prej. Torej, v prvi smeri prvi skici, v drugi smeri drugi skici. Kot vidite, že na prvi pogled je površin na Boundary Blendu manj. Torej smo poenostavili površine in s tem poenostavili celoten Boundary Blend. S pomočjo Solidify ponovno odvzamemo material in izdelajmo enako zaokrožitev. Torej, enak rob in izdelajmo zaokrožitev radija 50 mm. Kot vidite sedaj, vam krejo zaokrožitev izdela brez težav. Poglejmo še drug način poenostavitve. Torej, pripravljeno imamo še eno skico, iz katere bomo naredili površinski ekstrud. Vnesimo razdaljo. Sedaj smo izdelali gradnik, ki je sestavljen iz 5 površin, kar nam spet lahko predstavlja težavo v nadaljevanju. Zato bomo preko Edit Definition nekoliko uredili skico. Izberimo vse krivulje na skici, preko Operations konvertiramo vse skupaj v spline, torej da se znebimo vmesnih delov. Ko potrdimo in ponovno pogledamo ekstrud, opazimo, da je le ta narejen sedaj iz ene homogene površine, kar smo tudi želeli. To funkcionalnost lahko preizkusite in uporabite vsi, ki v večini primerov uporabljate površinsko modeliranje. S tem si lahko zmanjšate število manjših površin, ki vam na to lahko predstavljajo težave pri končni dodelavi.